Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni. Drugi šolski dan obeležujemo v duhu prizadevanj, da bi imeli vsi učenci možnost aktivnih in varnih prihodov na poti v šolo, domov in na vse ostale poti. Zakaj je to pomembno, nam bodo povedali naši današnji gostje. Zato prvega k mikrofonu kar vabim ministra za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda, izvolite. Ja, hvala lepa. Torej, vemo, da šolski sistem oziroma vzgojno-izobraževalni sistem je kar močan, velik sistem v državi in seveda je pomembno, da imamo v njem varno in spodbudno učno okolje in zagotovo je prometna varnost ena izmed ključnih na začetku. Začnemo seveda že v vrtcu in potem nadaljujemo skozi osnovno šolo naprej. Vemo seveda, da se tudi glede prometne varnosti treba stalno prilagajati, kajti seveda gremo v korak s časom. To pomeni, da tudi naši protokoli, naša sodelovanja z drugimi dejavniki, ki so v družbi, mora biti stalna. In seveda velikokrat moramo paziti na to, tudi da se sami, torej mi kot učitelji, vzgojitelji, ravnamo tako, kot je treba v prometu, ne da delamo mi prekrške, delamo in govorimo drugim, da tega ne smejo delati. Zlasti so tu občutljivi otroci in mladostniki, ki vidijo, kako se mi obnašamo in potem lahko prevzamejo naše grde navade na ta način. Pomemben partner so tudi vsekakor starši, tudi starši in vsi drugi, ki so udeleženi v prometu, morajo vedno paziti, da se vzorno obnašajo, zato da ne bi prenesli slabega zgleda na otroke. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. K besedi pa vabim gospoda Boštjana Koritnika, podžupana Mestne občine Ljubljana. Beseda je vaša. Lep pozdrav. Mestna občina Ljubljana seveda tudi spodbuja in zagovarja preventivo v cestnem prometu, posebej glede otrok, ki so najranljivejša skupina. Tudi zato nadaljujemo projekt Pozor z 4 živalskimi ambasadorji, ki nekako ponazorijo in otrokom približajo ustrezno vedenje v prometu. Eden je torej zebra, ki seveda spodbuja prehod preko ceste na pravih mestih, potem tiger z odsevniki in živimi barvami, ki ne opozorijo udeležencev v prometu na otroke, slon, ki ponazarja avtobus, trajnostni promet in pa želva, ki naj spodbuja k uporabi čelade in pa drugih ščitnikov oziroma zaščitnih sredstev. Mestna občina Ljubljana bo nadaljevala s tem projektom skupaj z 2 drugima partnerjema, predvsem pa je bistveno, da se zavedamo, da otroci niso na cestah samo prvi in drugi dan šole, temveč vse leto in da je treba na njih posebej paziti. Hvala. Hvala lepa, gospod podžupan. K besedi pa vabim magistro Simono Felsor, vršilko dolžnosti direktorja Agencije za varnost prometa. Izvolite. Spoštovani minister dr. Felda, podžupan Boštjan Koritnik, magister Popun, gospod Tanja, pozdravljeni. Naš slogan ob začetku novega šolskega leta nosi plemenito sporočilo Srce prometne varnosti smo vsi. Simbolizira povezovanje skupnosti, od učencev, učiteljev, staršev, skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu skozi simbol srca, ki predstavlja skrb in varnost. Z njim poudarjamo pomen povezovanja skupnosti in prizadevanj, da bodo na šolskih poteh varni vsi otroci. Sporočilo bo odmevalo skozi vse leto, ne le na prvi šolski dan. Z njim želimo voznike in druge udeležence v prometu spomniti na pomembnost vloge pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo in domov, na obšolske aktivnosti k prijateljem, torej na vseh poteh in vse dni. Začetki šolskega leta, ko so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani, mlajši pa kot začetniki ne poznajo vseh pasti prometa, so najbolj zahtevni. Zato v tem času vsem voznikom še posebej polagamo na srce, naj z odgovorno in strpno udeležbo v prometu otrokom omogočajo varnost na vsaki poti. To je še toliko bolj pomembno, ko govorimo o aktivnem prihodu v šolo, torej peš s kolesom z navadnim skirojem. Odgovornost odraslih, dobra prometna vzgoja in ustrezna infrastruktura so predpogoji, da bodo otroci z zaupanjem vase in svoje sposobnosti lahko razvijali veščine varne mobilnosti in tudi tako izgrajevali samostojnost. Zato smo z veseljem pristopili k sodelovanju pri kampanji Za manj kot 2 je avto doma.
Želimo si, da bi vplivala na čim več staršev in otrok, saj vemo, da je aktiven prihod v šolo koristen zaradi zdravja, druženja, komuniciranja, okolja in lahko prispeva k boljšim rezultatom pri učenju. Evropski svet za varnost v prometu v nedavnem sporočilu izpostavlja, da zaskrbljenost staršev zaradi tveganj v prometu vpliva na izbiro načina prihoda v šolo, četudi gre za krajše poti, ki bi jih bilo mogoče opraviti peš ali s kolesom. Zato izpostavljamo 3 sklope, s katerimi je mogoče dosegati večje premike v razmerju med pasivnimi in aktivnimi prihodi v šolo. Spodbujanje varnih šolskih poti in vzpostavljanje območij omejenih hitrosti, ki so z ustreznimi infrastrukturnimi ukrepi zelo pomemben element za zagotavljanje prometne varnosti in trajnostno mobilnost v naseljih. Spodbujanje aktivne varnosti, kot je dosledno nošenje zaščitne kolesarske čelade, tehnično brezhibno in opremljeno kolo ter uporaba odsevnih elementov pri pešcih, promocija pešbusov in bicibusov. Dobra prometna vzgoja otrok in kontinuirane kampanje za ozaveščanje voznikov. Spoštovani, želim si, da bi svet varnega prometnega okolja postal takšen, kot ga boste danes doživeli v novih video vsebinah. Pripričana sem, da lahko vsakdo prispeva k temu, da bodo naši otroci v prometu varni. Hvala. Hvala lepa. K besedi pa vabi magistra Ivana Kapuna, vodjo sektorja prometne policije. Beseda je vaša. Pozdravljeni. Tudi policija oziroma ena od prioritet policijskega dela je varnost otrok. Seveda varnost otrok skozi vse leto, ne samo danes in v začetku šolskega leta. Ko smo se pred mnogimi leti pogovarjali o varstvu otrok, smo govorili predvsem o pešcih. Z razvojem je to nekoliko drugače. Sedaj se pogovarjamo o pešcih, kolesarjih, skirojih, e-skirojih in pa v kasnejšem obdobju tudi o mopedih. To pomeni, da otroci oziroma mladostniki poleg poznavanja cestno-prometnih predpisov potrebujejo tudi znanje obvladovanja raznih prevoznih sredstev, s katerimi se pač prevažajo. Težava je tudi o tem, da odrasli, predvsem pa starši, pogosto nismo ali pa niso pravi vzor, ker pred njimi kršijo cestno-prometne predpise. Zato je še toliko bolj pomembno, da starši in pa seveda vsi odrasli udeleženci cestnega prometa sodelujemo pri usposabljanju in izobraževanju teh mladih, da vse posod, kjerkoli se že srečujemo z cestnim prometom, spoštujemo cestno-prometne predpise. Pomembno pa je, da mladostniku zagotovimo prevozno sredstvo, ki je tehnično brezhibno, ki je osvetljeno, da je osvetljen tudi otrok, da ima zaščitno čelado in pa seveda, da ga učimo strpnosti in pravil v cestnem prometu. Iz tega izhaja, da smo za varnost otrok predvsem odgovorni polnoletni udeleženci cestnega prometa. Otroci so v cestnem prometu nepredvidljivi, zato je še toliko bolj pomembno, da smo mi pozorni na njihova ravnanja in da predvidevamo morebitne poteze oziroma ravnanje, ki ga bodo storili, ki bi lahko ogrožalo njihovo varnost in ga lahko mi z svojim znanjem in svojimi izkušnjami enostavno preprečimo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kapun. Besedi vabim magistro Tanjo Rozman, ravnateljico osnovne šole dr. Vita Krajgerja, ki nam je odstopila tudi prostor za današnji dogodek. Hvala. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. V šoli vsako leto potekajo številne akcije, ki učence opozarjajo in osveščajo o varnem vključevanju v promet. Učitelji se z učenci pogovarjajo o varnih hoji po pločnikih, o varnem prehodu ceste, o tem, v katera oblačila se je primerno obleči, da so v prometu bolj vidni. Učenci ob vstopu v šolo prejmejo rumene rutice, kresničke, včasih tudi odsevne trakove, knjigo, prvi koraki v svetu prometa. Vse to je namenjeno njihovi večji varnosti v prometu.
Tudi v kasnejših razredih se te akcije ponavljajo, jih na to opozarjamo in je vključeno še v različen učni program. Namen vključevanja šole v te številne akcije preko prometa je torej preventivno osveščanje o varnosti v prometu, hkrati pa v sklopu trajnostnega razvoja motivirati učence, da se v šolo in iz nje ter na popoldanske aktivnosti podajo peš, s skiroji oziroma s kolesi po opravljenem kolesarskem izpitu in na tak način s svojimi navadami prispevajo k varovanju okolja. Tu je pomemben trenutek, ko se morajo vključiti tudi starši. V mislih imam ne samo njihovo aktivno udeležbo v pogovoru z učenci, ampak tudi s tem, da se svojim otrokom podajo peš do šole, se pravi z njim večkrat peš opravijo pot od doma do šole in ga tam opozarjajo na pasti in nevarnosti, ki na tej poti se pojavljajo. Torej, na kaj morajo otroci, ko grejo sami v promet, paziti. V okolici šole si želimo zmanjšati število avtomobilov, torej prometa tudi na ta način, da bi starši svojemu otroku zaupali, da bi v šolo prišel sam. Najprej v prvih letih peš, potem pa s skirojem in pa po opravljenem kolesarskem izpitu tudi s kolesom. Če bo teh spodbud strani staršev več, bo lahko pot v šolo za učence predstavljala poleg fizične aktivnosti, ki jim vedno pomeni nekaj pozitivnega, torej na njih dobro vpliva, tudi čas za prijetno druženje s sošolci in pa prijatelji. Ravnateljica in kot zadnjo govorko vabim k besedi magistro Nelo Halilović, vodjo projektov na Inštitutu za politike prostora. Predstavila bo nove video vsebine za kampanje za manj kot 2 avto doma, po ogledu pa se naša izjava za medije zaključi. Hvala lepa. Hvala lepa. Na IPOP, Inštitutu za politike prostora, smo letos ponovno zagnali kampanjo Manj kot 2. Serijo videov in sloganom za manj kot 2 je avto doma ponovno opozarjamo, da je več kot 50% dnevnih poti, ki jih opravimo z avtomobilom, krajših od 2 km. Med te poti se pogosto uvrščajo tudi spremljanje otrok v šolo, v vrtec in šolo. Moč navade in navidezno udobje pa je pogost razlog za izbiro avtomobila kot prevoznega sredstva. 1. september označuje novo obdobje v letu, ko ponovno usklajujemo urnike družinskih članov in zato odlična priložnost za vzpostavljanje novih potovalnih navad. Pomembno je, da vsi udeleženci v prometu premislimo, katere so tiste kratke poti, ki jih sicer opravimo z avtomobilom in bi jih lahko opravili aktivno, peš, s kolesom, skirojem, rolkom. 30 let nazaj je 90% otrok hodilo v šolo peš. Danes so časi drugačni, saj je 50% otrok v šolo pripeljanih z avtomobilom, kljub temu, da praviloma živijo blizu šole. Danes je več prometa in bolj nevarno, radi rečemo, a vendar, odrasli smo tisti, ki lahko vplivamo na prometno varnost v okolici šole. Manj, ko bo tam avtomobilov, bolj bo okolica šole prometno varna. Nujno je, da omogočimo otrokom samostojno in aktivno pot v šolo. Otroci, ki gredo v šolo samostojno, se učijo odgovornosti zase in druge, ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Praviloma ti otroci lažje sledijo pouku, aktivna pot v šolo pa je pomembna za njihovo dobro počutje, zdravje in za njihov telesni in duševni razvoj. Manj kot bo avtomobilov, čistejši bo zrak. Saj avtomobili, ki v času prihoda v šolo stojijo v prostem teku, povzročajo kar 3-kratno povečanje emisij na območju šole. In ne nazadnje, otroci si želijo hoditi v šolo. Zato je res pomembno, da jim to tudi omogočimo. Zato smo odgovorni vsi, starši, učitelji, udeleženci v prometu, prostorski prometni načrtovalci, odločevalci, lokalna skupnost. Naj si otroci na poti v šolo letos ustvarjajo svoje spomine na šolske dni. Če jih bomo pripeljali do vrat, bodo tega prikrajšani. Ustvarili pa bomo tudi okolje, ki bo zanje manj varno. Hvala lepa.
Otroci, ki hodijo v šolo, se naučijo svežega zraka, zato so pri pouku bolj zbrani. Na poti v šolo srečujejo vrstnike, razvijajo socialne veščine in empatijo. Z omogočanjem aktivne poti v šolo otrokom pomagamo pri krepitvi samostojnosti in oblikovanju dobre navade, ki jo želimo, da jo prenesejo tudi v odraslo življenje. Več otrok, ki v šolo pešači, pomeni manj avtomobilov v okolici šole, kar izboljšuje varnost na poti v šolo. Otroci, ki samostojno hodijo v šolo, se v praksi spoznajo s pravili vedenja ter cestno-prometnimi predpisi ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Večina šol je v naselju umeščenih tako, da je otrokom na voljo možnost peš prihoda. Pomembno je, da jim starši to omogočijo z vpisom v šole v bližini doma. Tako otroci spoznavajo svojo sosesko in postajajo zelo pomemben del skupnosti. Manj kot bo avtomobilov na poti v šolo in pred njo, manj bo hrupa in izpustov, zato bo tudi zrak čistejši. Avtomobili, ki v času prihoda v šolo stojijo v prostem teku, namreč povzročajo 3-kratno povečanje koncentracije emisij na območju šole. Aktivna pot v šolo je pomembna za zdravje in dobro počutje otrok. Kot oblika telesne dejavnosti lahko pomaga otrokom ohranjati zdravo telesno težo in pripomore k zdravem fizičnem in duševnem razvoju. Čist zrak v okolici šole zmanjša možnosti za razvoj ali blaži potek nekaterih bolezni. Za manj kot 2 naj avto ostane doma. Vsako jutro se odpravim šolo s skirojem in to me zelo srečuje. To jemljem kot jutranjo telovadbo. Nadiham se svežega zraka, predvsem pa se zbudim. Saj veste, kako težko je zjutraj vstati iz postelje. Po poti srečam svoje prijatelje, s katerimi gremo skupaj proti šoli. Vmes si povemo vse, kar se je zgodilo, odkar se nismo videli. In ker si vse povemo že po poti, je potem v šoli manj klepetanja. Fajn, a ne? Všeč mi je občutek svobode in odgovornosti, ki jo čutim do ostalih udeležencev v prometu. S tem gradim samostojnost in zavedanje, kako se moram na cesti obnašati. Zelo sem srečen, ker mi starši zaupajo in dovolijo, da grem v šolo sam. Začeti vsak dan tako je nekaj najlepšega. Brez hitenja, brez skrbi in dobre volje vstopimo v šolo, kjer smo lahko tisto, kar smo najraje. Otroci. Da, se bo kdo premaknil? Ta promet. A ste imeli kaj domačo nalogo? Ja. Kaj pa? Napisati domišljijski spis, moja pot v šolo.